Danes se bom spopadal z enim zanimivim izzivom in sicer gre za precej zahteven 7% vzpon. Pogledali bomo, a je to klanec, ki se ga je treba bati, ali gre lahko vseeno za prijetno kolesarsko izkušnjo. Živijo, en prav lep kolesarski pozdrav. Spet je posijalo sonce in tako za začetek oktobra imamo super lepo vreme, sončno in pa 19 stopinj Celzija. Jaz sem se odpravil po kolesarski stezi v Plave, kjer me čaka ta vzpon. Pot do tja traja približno 10 km, je pa kar tako valovita, da lahko na njej narediš 100 višincev. Kogar zanima, kje točno se peljem, bom v opis videa tako ali tako dal link do svoje Strave. Ta kolesarska steza je ena najlepših v Sloveniji. Speljana je tukaj ob desnem bregu reke Soče, proč od kjergakoli prometa. Ko sem rekel, vzame 10 km, se pravi kakšne pol urce. Kakor lahko vidite, je še posebej zanimiva poleti, ker je kar precej senčna. Kogarkoli zanima vožnja tukaj, prav lepo vabljeni v Novo Gorico. Preden začnem z današnjim vzponom, imam lih toliko časa še, da vam povem, da sem zelo navdušen nad vašim odzivom glede znamke Sirocco. Dobil sem same pozitivne komentarje, da gre za kvalitetno robo, kar me še posebej veseli. Tako da upam, če vam lahko kakorkoli pomagam, da pridete do kakšne cenejše kolesarske opreme. Jaz sem dobil ta link s popustom, kadarkoli ga lahko izkoristite in uveljavite 10% popust. Tudi če ne greste na spletno stran preko mojega linka, lahko na koncu v košarci tik pred plačilom napišete kodo RBASLO in boste ta popust dobili. Jaz sem se prepričal, da so cene dejansko cenejše in sicer tako, da sem njihovo spletno stran odprl v enem inkognito zavihku, kjer se lepo vidi, da so cene pri meni res nižje. Kogarkoli zanima in se mogoče odloča za nakup take opreme, prav lepo vabljen, da izkoristi ta link, ki je tudi od spodaj v opisu videa. Tukaj se pa vidi posledica neurja prejšnjih dni. Eno kar konkretno drevo je padlo čez kolesarsko stezo. K sreči jaz mislim, da ni bil tukaj nihče poškodovan in tudi ovira ni tako huda, da se ne bi dalo priti na drugo stran. Zdaj sem pa prišel v naselje Plave, kjer se začne ta vzpon, ki bo preizkusil mojo moč in vzdržljivost. Vzpon je dolg 4 km, dvigne se skoraj za 300 metrov, kar pomeni 7,4% klanec. Vzpon je zelo enakomeren, saj cesta sicer narahlo spreminja nagib, ampak tega se skoraj ne opazi. Tako da je treba kar takoj od začetka pognati pedala in iti vztrajno do vrha. Če gledamo statistiko na Stravi, se za ta vzpon porabi približno med 20 in 28 minut in za take primere, kakor je današnji, ko ne napadam svojega osebnega rekorda, bom pokazal igro številk, ki se lahko gremo med vzponom. Pri meni je igra taka, da mora biti vsota naklona in hitrosti zmeraj enaka 18. Če je vzpon 10%, gremo lahko 8 na uro, če je vzpon 6%, gremo 12 na uro. Tako da je vsota teh dveh številk zmeraj 18, seveda po svojih zmožnostih, kolikor se da. Ampak to je nekako tista številka, ki zagotavlja, da se pelješ lepo, da ni preveč naporno. Moram pa opozoriti, da je od vsakega posameznika odvisno, katera številka bo pri njemu tista najbolj idealna. Probajte, pa boste videli. Pri takem vzponu, kot je ta, je ključno, da vzdržujete pravilno kadenco. Moj cilj je, da pedaliram nekje med 70 in 90 obrati na minuto. Zdaj, preniska kadenca lahko privede do prehitre utrujenosti, ker so mišice bolj obremenjene. Višja kadenca pa lepo ohranja ritem in pomaga pri ekonomični porabi energije. Seveda, višja kadenca ne pride sama od sebe, če ne gre drugače, je pač treba dati v mehkejšo prestavo. Ko enkrat pridemo do najbolj mehke, pa samo še pedaliranje do vrha oziroma dokler gre.
Druga pomembna stvar, ki jo moramo paziti pri takem vzponu, je srčni utrip. Kaj hitro se lahko zgodi, da če bi pretiravali, pridemo na svoj maksimum. Seveda, če vzpon traja 25, 26, mogoče celo več minut, potem v coni 5 toliko časa ni ravno najbolj pametno, da se vozimo. Tako da je treba zmanjšati hitrost, malo bolj vse skupaj vzeti na easy. Meni je zdravnica svetovala, naj gledam, da ne bi šel preko 170 srčnih utripov, tako da jaz bom nekje pač pazil, ko pridem proti 170, malo zmanjšam hitrost, malo bolj narahlo poganjam in to je to. Pri takem vzponu je potrebno tudi, da se zavedamo, da to ni samo nek fizični izziv, ampak tudi psihološki. Včasih lahko človek, ko trpi, zelo hitro obupa, zmanjka mu mehkih prestav in enostavno ne ve več, kaj bi naredil naprej. V takem primeru je pametno, če se začnete osredotočati na kakšne majhne cilje, samo še do konca tistega ovinka, do naslednje označevalne table. Mogoče si razdelite vzpon na manjše odseke, karkoli vam pomaga, da ga lažje premagate. Jaz na tem vzponu si ne delam kakšne velike drame, prevozil sem ga že ničkolikokrat. Edina stvar, ki jo nekako gledam, so te obcestni kamni, vsake pol kilometra je eden in moram reči, da ko čakam te kilometrske označbe, mi ta vzpon zelo hitro mine. Poleg tega je ta vzpon na sredini presekan z 2 serpentinama, ko se kar naenkrat obrne smer ceste popolnoma kontra in čez pol kilometra spet nazaj. Tam nekje veš, da si na polovici. Taki drobni cilji vam lahko bistveno pomagajo povečati motivacijo, da končate vzpon brez kakšnega pretiranega truda. Mislim, da tudi na splošno velja, ko enkrat spoznaš vzpon, ga je dosti lažje odpeljati kakor prvič. Boste pa videli, vsak sam pri sebi ima neke svoje finte. Če ima kdo kakršnekoli nasvete, bomo vsi zelo veseli, če jih lahko delite z nami. Edina stvar, ki me je danes presenetila na tem vzponu, je ta, da je kar precej prometa. Drugače pa je super. Asfalt je lep, naklon je prav tisti, ta prav inženirski, tako da nimam pripomb. Med vzpenjanjem se osredotočim tudi na pravilno dihanje, da je čim bolj enakomerno, da ni preveč plitko, preveč globoko, ampak tako, ta pravo, da dobiš ravno prav kisika v svoje telo. Jaz pred takim vzponom zmeraj pazim, da sem dobro hidriran, potrebno je pa gledati tudi vremensko napoved in kakšne so temperature. Da ne bi bilo kakšnega problema pri spustu, dajte se primerno obleči. Jaz si danes s tem nisem delal problema, ker je dovolj toplo za kratke rokave. Primerna prestavna razmerja, kadenca, dihanje, srčni utrip, vse to vam nekako zagotavlja, da bo tudi tak vzpon, ki se šteje za bolj napornega, minil prijetno in da boste na koncu imeli dobre občutke. Tako pa sem prišel na vrh. Tukaj so Vrhovlje, ena višjih vasi v Goriških brdih. Tukaj sem na 392 metrih nadmorske višine. Evo, in tako po 4 kilometrih vzpona sem prišel v Goriška brda. Za danes nimam več v planu kakšnih hudih vzponov, tako da bom samo se malo zapeljal tle čez te briške vasice, se spustil dol v Vipavže in se potem počasi vračal proti domu. Moja današnja izvedba tega vzpona ni jih najbolj pohvalna. Mi je kar precej nabijalo pulze, ker sem dosti časa vozil samo z eno roko zaradi snemanja. Potem sem seveda malo upočasnil, kar pa bo vplivalo na končni rezultat. Ampak danes je bilo pomembno, da vam pokažem, kakšen ta vzpon je, ne pa da postavim kakršnekoli rekorde. Kolesarjenje čez Goriška brda je zmeraj fantazija. Razgiban teren, lepe ceste in krasni razgledi. In kaj bi rekli vi? Je bil to tak vzpon, da se ga je treba bati? Po moje ne. Odlika tega vzpona je prav njegov enakomerni naklon, saj so to cesto delili še v tistih časih, ko je živina vlačila topove gor na Soško fronto. S primernim pristopom, s pravim odnosom in seveda z malo pripravljenosti se ga da odpeljati dokaj v mejah normale. Jaz vam želim čim lepšo jesen in še čim več takih lepih vzponov. Igrajte se s številkami, najdite si primerne naklone. Kdor želi še enkrat, lahko izkoristi moj Sirocco link za 10% popust. Drugače pa hvala za pozornost in se vidimo prihodnjič. Čau, čau.